Kot veste, je trenutna situacija v Sloveniji resna. Mi smo v zadnjih letih porabili kar 2 milijardi evrov več, kot smo jih pa zbrali v proračunu. Za boljšo predstavo, ker mogoče včasih številka 2 premalo pove, 2 milijarde je 2000 milijonov evrov, kar gre za veliko številko. Naš trenutni dolg znaša 17 milijard evrov. Poglejte samo recimo, kako so se številke hitro povišvale. Naprimer, v zadnjem obdobju 17 milijard, naprimer še leta 2007-2008 je bilo to na 8-9 milijardah. Skratka, v zadnjih letih praktično podvojitev dolga Slovenije. To je treba povedati kot realno okoliščino, mogoče se teh okoliščin ljudje niti ne zavedajo. Smo blizu 50% bruto družbenega proizvoda, govorim o cena dolga. Na zadnji seji komisije mislim, da so se pregovarjali, da je točna številka tam nekje okrog 47 tisti, ki ste to stvar spremljali. Kaj je cilj te vlade? Cilj te vlade je imeti dolg oziroma proračunski primanjkljaj manjši od 3% bruto družbenega proizvoda, kar pomeni, da še vedno bi 1 milijardo evrov porabili več, kot pa bi jo dejansko zbrali v proračunu. To je na nek način s prejšnjimi 2 milijardami gremo zdaj na 1 milijardo. Če vse te ukrepe, ki so predlagani in ki zdaj v javnosti zbujajo ogromno nezadovoljstva, če vse to sprejmemo, bomo leta 2015 na 60% bruto družbenega dolga, to bo dejstvo. Kar pomeni, da smo že dosegli tisto maastrichtsko mejo in da manevrskega prostora praktično ni. Če mi teh stvari ne naredimo, bojo šle bonitetne ocene enostavno spet navzdol. Če gre bonitetne ocene navzdol, se dviguje strošek zadolževanja in potem se nam lahko zgodi, da niti s temi varčevalnimi ukrepi ne bomo prišli skozi proračun. In ne nazadnje, veste, Pahorjeva vlada je Evropski komisiji 2-krat obljubila, da bo ta dolg zmanjšala na 3%, da bo primanjkljaj v proračunu zmanjšala na 3% BDP-ja, a ga žal ni. Zato imamo mi danes enostavno tudi problem s kredibilnostjo pred Evropsko komisijo in nam že zdaj kar tako malo pravijo, dajte vi raj na 2,5 planirati, ker boste tako ali tako šli na 3, ampak skratka, mi imamo resen problem s kredibilnostjo. In zato je še toliko bolj pomembno, da mi te naše javne finance stabiliziramo. Očitke, ki jih poslušamo vse posod, ki govorijo o tem, da nismo socialno čuteči. Jaz bi še enkrat rad zelo jasno poudaril, da ta vlada predlaga različne ukrepe glede na socialni status. Še enkrat, različne ukrepe glede na socialni status, kar pomeni, da tisti najrevnejši, tisti najšibkejši ne bodo nosili isto breme varčevanja kot vsi ostali. To je zelo pomembno. Pa samo, da noter rekel, da na pamet govorim, pa bom samo par primerov naštel, ker se upošteva socialni status. Med drugim, recimo za upokojenci ta dodatek za rekreacijo. Tisti z nižjimi pokojninami bojo manj udarjeni. Potem darilo ob rojstvu otroka, tudi tukaj se bo upošteval premoženjski status. Potem dodatek za veliko družino, tudi tukaj. Glede šolske prehrane, glede mesečnih vozovnic in še vam lahko naštevam in tudi glede znižanja plač. Je bil na zadnjem posvetu pri predsedniku vlade dosežen nek načelen dogovor, da se bo tudi tukaj delala razlika. Da tisti, ki imajo že zdaj 600-700 evrov, jim težko še dodatno kaj vzamemo. Tisti, ki imajo 2000-3000 evrov, je manevrskega prostora več. In ta stvar se mi zdi, da jo nekateri namerno spregledajo in da zgolj demagoško govorijo, da kako tolčemo po najšibkejših, ker enostavno ni res. Druga stvar, ki se ogromnokrat pojavlja, je, ko opozicija in vsi ostali govorijo, ni pomembno, da samo, ali pa ni nujno, da samo znižamo odhodke iz proračuna, pomembni so tudi prihodki. Jaz se s tem strinjam in govorijo o investicijah, ampak sej stvar je relativno preprosta. Za investicije potrebujemo denar. Zdaj pa jaz opozicijo sprašujem, kdo nam bo sploh dal ta denar, če pa ne bomo javnih financ stabilizirali. Če ne bomo mi kredibilen partner, kdo nam bo dal ta denar za investicije? Nihče. Se pravi, preden mi
karkoli drugega naredimo, je nujno, da stabiliziramo javne finance. In točno to zdaj ta vlada dela. Takoj, drugi korak za tem prvim pa je, da potem sprejmemo ukrepe za boljše gospodarsko okolje in tudi za hitrejšo gospodarsko rast. Nekaj teh ukrepov je bilo zapisanih v koalicijski pogodbi, jaz te stvari ne bi še enkrat našteval, ker mislim, da to si lahko v koalicijski pogodbi preberete, so zelo jasno zapisani. Določene te stvari smo tako ali drugače že upoštevali in so že v proceduri in treba je pač samo pogledati. Če se še malo dotaknem opozicije. Jaz se zavedam in mi je jasno, da v teh kritičnih trenutkih, ko so pritiski strani javnosti enormni, da je opoziciji najlažje se oprijeti demagogije in s takimi pavšalnimi obsodbami kriviti vlado in vse ostale, ki pri tej stvari sodelujemo, da ne delamo dost, da ne delamo v pravi smeri. Jaz jim vračam pač enostavno vprašanje, naj oni predložijo konkretne ukrepe. Veste, včasih iz prejšnjih mandatov je znano, da tudi opozicija kakšne konkretne ukrepe ponudila vladi, pa niso bili sprejeti. Jaz to razumem kot neke vrste rušenje vlade. Zdaj se spet vprašamo, kaj opozicija naredi, če zruši to vlado. Če ta varčevalni paket ne bo sprejet, to najverjetneje pomeni padec te vlade. Kaj dobimo s padcem te vlade? Dobimo novo politično krizo, oziroma mogli bomo imeti na morebitne predčasne volitve in s tem mi Slovenijo pahnemo v neko brezno 6 mesecev, iz katerega najverjetneje izhoda ne bo in kjer se bodo stvari samo še bolj zaostrile in bolj dramatizirale. Zaradi tega se sprašujem, ali je cilj opozicije delati za Slovenijo, a je njihov cilj zlomiti Slovenijo. To bojo mogli tudi pojasniti. Glede sindikatov. Jaz sindikate razumem, sindikati ogromnokrat ponavljajo, rečejo, delavci niso krivi za to krizo, drži, in zato tudi posledice ne bojo nosili. Tudi s tem bi se lahko strinjal, ampak je vendar le njihova izjava zelo podobna nekomu, ki ima prometno nesrečo. Dam primer, nekdo se zaleti v avto, pa ta človek ni nič kriv in reče, jaz tega avtomobila ne bom popravil zaradi tega, ker nisem kriv za nesrečo. Vso pravico imaš reči to, ampak potem se s tem avtomobilom ne boš vozil. Žal pač tako je. In mislim, da se grejo podobno zgodbo tudi sindikati. In še ena stvar, ki pravijo, praktično na ničesar ne bomo pristali, oziroma bomo pristali na zelo malo. Jaz tukaj vidim, da enostavno sindikati pač ne delajo v interesu tistih, ki naj bi jih zagovarjali. Ker če oni ne bodo pristali vsaj na večji del teh varčevalnih ukrepov, potem v drugi polovici leta praktično javnim uslužbencem ne bo kaj dati, ker se bodo naše javne finance enostavno zlomile. Od kje jemati, če ni kaj vzeti? To je vprašanje. Z marsikom, ko govorim o teh dneh prav, pripravljen sem tudi potrpeti, če se bodo razmere v doglednem času izboljšale. Mi trdno verjamemo, da bo ta čas prišel, seveda pa bo do takrat potrebno tudi marsikdaj zobe skupaj stisniti in potrpeti. Žal, drugače ne gre.